Evo, to je pa test, ki vas bo še kako zanimal. Vem, ker nam stalno pošiljate sporočila. Kako je z dosegom električnega avta po zimi? V bistvu bom danes naredil samo polovico testa, drug pa potem poleti, ko bo bolj toplo, da bo ta prava, ne? In samo zato sem danes vstal že ob 2 zjutraj, ker sem čakal na najbolj mrzlo noč v marcu, -5 stopinj je napovedan, tako da sta avto in baterija že fajn ohlajena. Baterija pa tudi 100% napolnjena tukaj na domači polnilnici. Je pa res super, kako hitro se v resnici ogreje takšen avto. Zunaj ledeno, meni je pa že po 3 minutah toplo. Sicer sem si vklopil še gretje sedeža in volana, ampak vseeno iz zračnikov že tukaj toplo piha in mi je fajn. To je ena največjih prednosti električnih avtov, kar se udobja tiče. Tako, zavijam na obvoznico desno, torej se bom stalno vozil po zunanjem krogu, ki je pol kilometra daljši. Promet ob tej uri ni ravno veliko, kot vidite, tako da ne bo to nič vplivalo na mojo vožnjo, hitrost bom pa nastavil po tempomatu lepo na 110, na južni 130, razen tam, kjer moram voziti pač 80 in to je to. Nobenih posebnosti ne pričakujem, samo lepo in dolgo praznjenje baterije. Da vidim, kako daleč pridem, ko je tako lepo mrzlo. No, tole je takoj zanimiva informacija. Dolgoročno povprečje imamo pri ID-ju po slabih 8000 km 25,4 kvure, zdaj pa je po prvih 11 km kar dobrih 32 kvur, ker toliko porablja za ogrevanje. Ok, opremil sem se, grisino imam tukaj cel kup, vode tudi dost, ne smem preveč piti, ker se bom moral pol preveč pogosto ustavljati. No, zakaj pa je mraz težava za električne avte oziroma za njihove baterije? Kdor je v šoli dobro poslušal, se bo spomnil, da v baterijah poteka elektrokemična reakcija, pri čemer se kemična energija spremeni v električno in obratno, ko jo polnimo. In bolj kot temperatura pada pod idealno, počasneje poteka kemična reakcija, če zelo poenostavim, zato tudi baterija postaja vse manj zmogljiva pri nizkih temperaturah. Baterije se najbolje počutijo ob takšnih temperaturah kot mi, tam okoli 20 stopinj jim je top. Če temperatura zraste za samo 10 stopinj na 30, so baje že za 20% manj učinkovite. Če je še bolj vroče, še manj, ampak o tem drugič, danes je mrzlo. 163 prevoženih kilometrov in 40% baterije. Ful zanimivo informacijo sem našel, da lahko takšne litij-ionske baterije poganjajo električne avte tudi do -40 stopinj, če imajo poštimano toplotno regulacijo, čeprav so zmogljivosti potem precej omejene. Ne gre pa obratno. Enostavno postanejo kemične reakcije prepočasne in jih ne morete več polniti, tako da niso še za Antarktiko takšni avti. Je pa res, da pri -40 tudi dizel zmrzne oziroma postane gel, bencin pa ok, tudi pri -60, če ne. Ja, zaenkrat smo omejeni na to približno 30 let staro litij-ionsko tehnologijo v bateriji. Kmalu pa bo seveda drugače. Proizvajalci se zelo trudijo in pojavlja se že kup zanimivih rešitev. Za začetek izboljšave pri elektrolitih, ki ne bodo goreli, da bodo bolj varne in bodo tudi bistveno manj občutljivi na visoke temperature, da se bodo lahko baterije hitreje polnile. Potem celo tehnologija litij zrak, kjer se kar iz atmosfere uporablja kisik za oksidacijo in s tem veliko prihrani pri masi baterije. Najbolj obetavna pa je tehnologija litij žveplovih akumulatorjev. Te zelo resno raziskuje tudi naš kemijski inštitut in obljubljajo kar 3 do 5-kratno povečanje zmogljivosti sedanjih baterij. Ampak to bo dolgo trajalo, da pridemo do praktične uporabe. Oj, koliko sem bil živčen. 0%, 0 kilometrov sem jo doseg na koncu, tako da lahko bi ostal tam nekje. V glavnem, kdo bi si mislil, da lahko tudi v letu 2022 uporabljamo enako tehnologijo pri baterijah, kot si jo je zamislil Alessandro Volta več kot 220 let nazaj, a ne? No, pa nas vseeno tudi baterije danes kam pripeljajo. Evo, jaz sem končno na cilju.
282 km sem prevozil v 3 urah, povprečna poraba pa je bila 25,5 kvure. Tako da imam referenčni rezultat. Ko bo toplo, pa druga runda. Mraz je.